pogledamo kolateralno škodo kulta mladosti. O čem bi morali govoriti, ko govorimo o starosti? O tem, da se v usodi starih kaže gola resnica o skrbno prikritih načelih družbe, je Simone de Beauvoir že leta 1970 pisala v knjigi Starost, ki je v zadnjih 50 letih postala še toliko bolj aktualna. Ena pomembna stvar, ki jo Simone de Beauvoir ves čas poudarja, da so posamezniki v kapitalističnem sistemu vredni zgolj toliko, kolikor in dokler temu sistemu nekaj doprinašajo. A ne samo to, tudi reševanje njihovega položaja se mora izplačati. Recimo gradnja domov, tudi če si bivanje v njih lahko privošči vedno manj starih. 10% upokojencev ima take pokojnine, si lahko dom plača. In namesto, da se zdaj spravljajo graditi domove, naj bi domovi, ljudje se bodo težko odločali za njih, ker vidijo, kaj pomeni dom, če pride nalezljiva bolezen. Naj bi rajši dvigali cene, ampak subvencionirali vsem upokojencem 90% upokojencev, ki si ne morejo sami plačevati domove. Toda najprej dobiček, potem ljudje. Kapital hoče graditi, zato da bo imel za elite, se ne gradijo za navadne ljudi. Ta navadni bodo šli v te slabe domove, zakona o dolgotrajni oskrbi nikakor nočejo sprejeti, pa bi ravno to morali, da bodo ljudje lahko ostajali doma, pa bo bistveno višja kakovost življenja starejših ljudi. V vseh koalicijah, ki so razpravljali o dolgotrajni oskrbi, je bila prisotna tudi stranka, ki eksplicitno zagovarja interese upokojencev. Če bi bili recimo interesi zagovornikov močnejši, razprava ne bi padla pri tem, da vedno zmanjka financ. Kako še prepoznamo starizem v družbi? Denimo tako, da ima zaščita gospodarstva in turizma v času epidemije prednost pred zaščito najšibkejših ali da bolnišnica na Ptuju noče sprejeti s COVID-19 okuženih starih. S primeri domnevne diskriminacije v DSO-jih se ukvarja tudi zagovornik načela enakosti. Poskušamo ugotoviti, ali je bila prav zaradi starosti komu odklonjena pravica do zdravljenja. Razumljivo je, da danes seveda ljudje gledajo, kako je možno, da imamo v Sloveniji 200 ljudi zaradi COVID-a na dan v intenzivni negi. Takrat je bila ta številka veliko manjša, pa mnogi do bolnišnic niso prišli. Ker pa postopek še poteka, ga ne morem komentirati. V postopku ocene diskriminatornosti je tudi ukrep predčasnega upokojevanja, kot je predviden v PKP7. Uspešni pa so bili s priporočilom glede diskriminatornosti posebnega režima za stare v trgovinah. Še nekaj je pomenljivo, zadrega pri poimenovanju te starostne skupine ljudi. Če po eni strani govorimo o mladih, ne vem, zakaj bi na drugi strani tega starostnega spektra govorili o starejših, ostarelih, seniorjih ali kakorkoli drugače. Zdaj, iz čisto sociološkega vidika je najbolj pravilno, da govorimo o starih ljudeh, vse ostalo pa je nepotrebno drugačenje. A kdaj nastopi meja, ko človek postane star? Kot pojasni mladi raziskovalec na FDV-ju, so meje pomembne za sprejemanje politik, hkrati pa niso dejanski pokazatelj psihofizičnih sposobnosti. In zagovornik načela enakosti je ravno prejšnji teden ob noveliranju zakona o osebni asistenci podal oceno diskriminatornosti zaradi omejitve te pravice na ljudi med 18 in 65 letom. Nobenega razloga ni, da bi prav 65 leto predstavljalo tisto starost, v katerem posamezniku ukinemo pravice do osebne asistence. Država ne nudi ustreznih nadomestkov oziroma drugih vrst pomoči, ki bi takšno osebno asistenco lahko nadomestila. Za konec še primerjava s Švedsko. Tam se je s kritiko ukrepov izjemoma oglasil kralj. Premier je priznal napako, zaradi visoke smrtnosti je napovedana preiskava. Pri nas pa glede politične odgovornosti vlada smrtna tišina.